Torej, s čim niste zadovoljni? Danes predstavljena druga verzija nacionalnega reformnega programa je zelo daleč od naših pričakovanj. Še pred tednom dni, ko smo posredovali predloge dopolnitev, so šli v smeri bolj kvalitetnega dokumenta, s katerim bi država, Slovenija, vlada kompetentno odgovorila na to, kako se Slovenija z konkretnimi strategijami, reformami, ukrepi približuje skupnim ciljem Evropske unije, krepitev delovnih mest, trajnostni razvoj, rast in ne nazadnje tudi, kako odgovarjamo na zahteve Evropske komisije, kako konkretno upeljavati strukturne reforme, ukrepe, s katerimi bi Slovenija okrepila konkurenčnost svojega poslovnega okolja in seveda tudi gospodarstva. A ste lahko prosim bolj konkretni? Nacionalni reformni program v sedanji verziji vključuje precej elementov socialnega sporazuma, nikakor pa ne vključuje tistega dela, ki v socialnem sporazumu manjka. Usmeritev v krepitev konkurenčnosti, v dodano vrednost, v krepitev izvoza in ne nazadnje tudi v konkretne nosilce investicij, ki so močno izpostavljene kot generator rasti, infrastrukturnih investicij, tudi tistih, ki bodo financirale, ki bi lahko bile financirale iz naslova Junckerjevega sklada. Ne usmerja tudi dovolj konkretno v naložbe, v raziskave, inovacije, ki so v bistvu vzvod za to, da naše izvozno gospodarstvo ukrepi svojo konkurenčnost. Temeljna pomanjkljivost tega dokumenta je pa ta, da je zelo načeljen, premalo konkreten, brez ovrednotenih ukrepov, brez časovnice, iz katere bi bilo razvidno, kdaj konkretno je mogoče pričakovati konkretne vzvode za dejansko rast. Zelo je usmerjen v odpravo kratkoročnih varčevalnih ukrepov, večanje javnofinančnih izdatkov in zopet brez ovrednotenja, koliko sredstev bo komu namenjeno na račun koga, ki jih bo imel zopet manj. In tisto, kar smo v gospodarstvu posebej občutljivi, vključuje še vedno določene ukrepe, ki pomenijo veliko tveganje za gospodarstvo, da bo prišlo do dodatnih pritiskov za nova bremena, davke, davščine, ne pa obratno, kar bi gospodarstvo potrebovalo, do razbremenitve. S tem mislite na sproščanje nekaterih veljavnih varčevalnih ukrepov? Eno je sproščanje veljavnih varčevalnih ukrepov, drugo pa so uvedba nekih ukrepov novih, ki sami po sebi zahtevajo dodatne vire financiranja. Dodatni ukrepi za varovanje zdravja, varovanje starejših, to sem se zdaj zapletla, sorry, to mi prosim vršite ven. Skratka, dodatna bremena, ki se porajajo skozi različne ukrepe, s katerimi država gradi vzvode za večanje stroškov staranja, ki jih imamo, na področju podnebnih ciljev, ki zahtevajo dodatne naložbe v določene projekte obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, na področju javnega naročanja, ki se ne usmerja v to, da bi bile naše investicije gospodarno izvajanje. Skratka, niz ukrepov je, ki pomeni dodatne stroške za gospodarstvo, dodatna administrativna bremena, ki se na končno potem izvedejo v tej smeri, da je naše poslovno okolje manj privlačno za svež kapital domač in tuj, ne obratno, kar bi moralo biti cilj. V programa stabilnosti se plačujem, še niste sploh dobili v roke, ne? Sprav konkretizacije. Nacionalni reformni program je tesno seveda povezan z programom stabilnosti in če v nacionalnem reformnem programu ni mogoče zaznati ovrednotenih konkretnih ukrepov in ciljev in časovnice, je zelo težko v bistvu potem povezati z konkretnimi številkami iz pakta stabilnosti, ki kaže na to, koliko in kdaj bi morali v bistvu našo javnofinančno vzdržnost
izravnati do leta 2020. Skratka, zelo težko je komentirati pakt stabilnosti, če ukrepi v nacionalnem programu niso konkretno ovrednoteni. Ampak vlada pravzaprav vas sploh ni poslušala. Ja, se bomo šli. Sploh vas ni pravzaprav upoštevala. Z naših predlogov, ki smo jih posredovali v sedanji verziji nacionalnega reformnega programa, ni zaznati. Hvala.